spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič, spoštovani župan občine Sodražica, magister Blaž Milavec, spoštovana gospa podžupanja občine Pivka, gospa Majda Godina, spoštovani avtor razstave, profesor Janez Mihelič, spoštovani sorodniki Franceta Pirca, cenjeni obiskovalci. Lepo pozdravljeni na odprtju razstave Človek, ki je opozoril Tita, s katero v Parku vojaške zgodovine vstopamo v letošnjo poletno muzejsko noč. Ta je tradicionalni in dobro uveljavljen dogodek slovenskih muzejev, ko le ti na široko odprejo svoja vrata vsem obiskovalcem, ki jih zanima zgodovinska dediščina. Zgodovina je množica življenjskih zgodb. Vsaka od njih je dragocena, neponovljiva, enkratna. A ta, ki stoji tu pred nami, predstavljena v novi razstavi, je nekaj posebnega. Je zgodba o pogumu, vztrajnosti in domoljubju. Življenjska zgodba Franceta Pirca. Kot gostitelja na oder vabim direktorja Parka vojaške zgodovine, magistra Janka Boštjančiča. Spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič, spoštovani gospod župan, podžupanja, spoštovani sorodniki Franceta Pirca, cenjeni obiskovalci, dragi prijatelji. Kje tak je še med nami, kot on, ki spi v prezgodnji groba jami? Opravičujem se, da ste mi otožnimi verzi Simona Gregorčiča začenjal svoj nagovor ob poletni muzejski noči, a gre za verz, ki mi je najprej prišel na misel, ko sem se prvič seznanil z življenjsko zgodbo Franceta Pirca iz Žimaric pri Sodražici. In ta verz se mi je v mislih vračal, ko sem si lansko jesen ogledoval razstavo v Sodražici in v zadnjih tednih, ko smo razstavo nadgrajevali in postavljali pri nas. Dovolite mi, da najprej čestitam in se zahvalim sorodstvu Franceta Pirca, ker se je pred časom odločilo zbrati fotografije, dokumente in predmete, povezane z življenjem svojega strica, prastrica. Hvala odgovornim na občini Sodražica, ki so prepoznali veličino tega svojega rojaka in podprli obdelavo gradiva, ter seveda profesorju Janezu Miheliču, ki je gradivo strokovno obdelal in pripravil razstavo. Mogoče se nam to ne zdi nič posebnega, da bi bilo vedno posebej izpostavljati. Pa je. S tem je namreč bila iztrgana pozabi življenjska zgodba, ki je prava ilustracija zgodovine prve polovice 20. stoletja, polne vojaških spopadov in političnih pretresov. A ne le razgibano življenje častnika, pilota, generala, veleposlanika. Francet Pirc je bil neomajen rodoljub, povsem predan boju za svobodo in demokracijo, ki je za te svoje ideale zastavil in daroval čisto vse. In v tem je velik pomen teh preučevanj in te razstave, iztrgati pozabi. Pozabljanje namreč ni le problem ostarelih in pa raztresenih najstnikov. Pozabljanje je strašno orožje nedemokratičnih režimov, ki so odločeni izbrisati spomin na nekoga ali nekaj, kar jim ni pogodo. Zato je bil desetletja dolgo spomin na generala Pirca iz Sodražice povsem zabrisan in boste vsem, kar je storil za osvobodilno gibanje, o osnovatelju partizanskega letalstva, le stežka kaj našli v slovenski literaturi in zgodovinopisju. Vesel in ponosen sem, da lahko v Parku vojaške zgodovine sodelujemo pri odpravi te krivice in na predvečer obletnice smrti Franceta Pirca odpremo to novo postavitev. Naj razstava navda vas sorodnike, pa tudi vaščane Žimaric in cele občine Sodražice s ponosom ob zgodbi svojega imenitnega sorodnika in rojaka, nam vsem pa vlije upanje, da bi nebo našemu narodu naklonilo še več takih mož in žena, kot je bil Francet Pirc. Hvala.
Razstavo so lani, ko je minilo 125 let od rojstva in 70 let od smrti Franceta Pirca, pripravili na občini Sodražica. Zato k mikrofonu vabim tamkajšnjega župana, magistra Blaža Milavca. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani direktor, gospa podžupanja, tudi naš gospod podžupan, avtor razstave, pa seveda domači ter vsi, ki ste se vzeli čas, da prisostvujete temu pomembnemu dogodku. Najprej mi dovolite, da vas pozdravim. Pozdrav prinašamo ga skupaj iz Sodražice, iz kraja, občine, kjer so tudi Žimarce, rojstni kraj Franca Pirca, ki je osrednji lik te razstave. Seveda, naši kraji so širše poznani najprej po Suhi Robi, tudi po nekaterih glasbenikih, tudi mladino imamo tukaj, ki so zelo talentirani na glasbenem področju in sem vesel, da prav iz Žimaric prihajata fanta z družine Žabkar in nam obogatita ta trenutek. Seveda, poznani smo tudi lahko še po čem drugem, med drugim tudi, kar je že skoraj malo pozabljeno, pa vem, da tukaj ne poznate tega, tudi po tedenskih sejmih, ki so bili nekoč zelo bogati v Sodražici. Gospod predsednik je bil tudi pred kakšnim letom, dvema pri nas ob tem dogodku in tam je bilo še posebej, poleg Suhe Robe pa živine in drugih stvari, zlasti pred stoletji, pomembno blago, s katerim se je trgovalo, to je sol. Tako da, glede na to, da si pivka lasti Martina Krpana, mislim, da je mogel kdaj on tudi pri nas biti. Ali je prinesel to sol, ali je pa tam šel kupiti, to ne vem, ampak to pustimo mogoče domišljiji svojo pot, ampak kakorkoli že sprejmite res lepe pozdrave iz Sodražice in kot drugo želim izraziti res iskreno hvaležnost. Seveda, najprej direktorju inštituciji Parku vojaške zgodovine, da je sprejela to razstavo, da nam je ponudila, bom rekel, vrata, da tudi širši slovenski javnosti mogoče lažje tudi preko vas predstavimo bogato delo in življenje Franca Pirca. Mislim, da si on to zasluži, mislim, da je prav, da tudi in pošteno, da tudi slovenska širša javnost spozna tega človeka, ki je bil po krivici zamolčan, tako kot je že direktor uvodoma nakazal in tudi kar nekaj izkazuje ta razstava. Tako da res hvala. Hvala avtorju, še enkrat gospodu profesorju Janezu Miheliču za to bogato delo, da je pripravil to razstavo. Tukaj je kar ogromno dela bilo za tem, pa tudi seveda entuzijazma, dobre volje, ki jo je on pokazal, da se je tega lotil, ker je čist na, bom rekel, volonterski, prostovoljni ravni vse skupaj potekalo in tudi nas navdušil, da smo podprli, bom rekel, ta projekt, ki je več kot spodoben in zelo dobro pripravljen. Seveda hvala tudi sorodnikom, ki ste potem pristopili s svojim angažmajem in seveda zapuščino, da se je razstava tudi lahko v taki meri dopolnila, dogradila in pripravlja, da je res tudi primerna za prikaz. Seveda pa tudi hvala vam, spoštovani predsednik, da ste si vzeli čas že v začetku leta, ko ste obiskali Sodražico, ste se takrat v Sodražici ogledali to razstavo, nas pa veseli, da ste se vzeli čas tudi danes in da tukaj z nami odpirate to razstavo, ker nam to zelo veliko pomeni, pa mislim, da je prav, da tudi nam pomagate na ta način pri tej promociji tega pomembnega človeka, v katerem bi še 2-3 besede rekel. Razstava prinaša, prikazuje tako veličino Franca Pirca. Če pogledamo, je naredil bleščečo, veličastno, vojaško, karierno, tudi diplomatsko pot, življenjsko pot, ki pa je bila žal prepletena z veliko bolečine,
tragično, če gledamo osebno, družinsko življenje oziroma ta vidik, in pa seveda polna njegovega osebnega notranjega nemira. V sebi spopada velikega kakršen je Pirc bil, in pa seveda na koncu, ki se je rezultiralo v protest proti tistemu, s čemur se on ni strinjal, kar je bilo proti njegovim načelom morali, za kar pa je seveda na koncu plačal tudi visoko ceno. Tudi to, da je bil toliko časa zamolčan, pozabljen in pa seveda prikrit. In na nas je ta dolg, da ponovno odpremo ta dosje, ker ga tudi s to razstavo, ki potuje zdaj tudi sem v Park vojaške zgodovine, na nek način odpiramo. Tako da hvala vam vsem skupaj, še enkrat pa Parku vojaške zgodovine, da ste nas sprejeli. Razstava o generalu Francetu Pircu je letos svoje mesto našla tu, v paviljonu A Parka vojaške zgodovine, kjer bo gostovala v osrednjem delu letošnje sezone. Razstavo je s pomočjo sorodnikov Franceta Pirca pripravil profesor Janez Mihelič, ki ga prijazno vabim na oder. Spoštovani, predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič, direktor Parka vojaške zgodovine, gospod Janko Boštjančič, spoštovani cenjeni gostje, sorodniki generala in diplomata in spoštovani vsi tukaj prisotni. V občini Sodražica smo s pričujočo razstavo želeli dokončno postaviti našega rojaka na mesto znanih in pomembnih osebnosti našega kraja in tudi širše, in mu nameniti mesto, ki mu po dosedaj znanem in zbranem vsekakor pripada. Še posebej zato, ker je bil vsa leta po drugi vojni namerno spregledan in zamolčan. To širše se uresničuje danes tu v Nacionalnem muzeju, Parku vojaške zgodovine, in bo na ogled domači in tudi tuje javnosti. Zato še enkrat iskrena hvala vodstvu in zaposlenim parka, da so bili pripravljeni gostiti razstavo, jo tudi dopolniti, tako z dodatnim gradivom in z nekaterimi osebnimi predmeti, ki so jih hranili sorodniki. Ko sem pred leti pripravljal članek o našem generalu za monografijo ob 800. obletnici prve omembe Sodražice, sem bil tudi sam nemalo presenečen nad vse zanimivo, predvsem pa tragično življenjsko zgodbo kariernega vojaka, slovenskega častnika, letalca, borca za severno mejo, generala in prvega komandanta vojnega in povojnega letalstva, diplomata Franceta Pirca. Če sem odkrit, sem o njem vedel zgolj to, da je bil general aviacije. In še ta podatek sem prebral na družinskem nagrobniku sodraškega pokopališča. Naj ob tej priložnosti spomnim na nekaj dejstev v zgodbi, predstavljene v tej oziroma na tej razstavi. Začel bom na koncu s pismom, ki ga je poslanik France Pirc pisal maršalu in tedanjim oblastem iz Buenos Airesa v Argentini konec oktobra 1949. Razstava zato nosi naslov Človek, ki je opozoril Tita. Zagotovo gre za eno prvih opozoril tako visokega člana medvojne tovarišije, zbrane okrog maršala v vrhovnem štabu, zbranega okrog maršala v vrhovnem štabu Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov. Pismo, v katerem Pirc maršala tika, je napisano v slovenščini, kar gre še posebej poudariti in kaže na njun poseben odnos in mesto, ki ga je Pirc imel ob maršalu in se je izoblikoval v medvojnem času. Ni bilo veliko ljudi, ki so Tita lahko klicali stari in ga tikali. Ni bilo veliko ljudi, nisem strokovnjak,
analitik, da bi lahko sodil, kakšen vpliv je imelo pismo na nadaljnji razvoj jugoslovanske družbe in v kolikšni meri je pismo nastalo na podlagi vplivov okolja in stikov, v katerih je poslanik deloval. Nekaj zagotovo. Pismo na takratni oblasti nastavlja pravzaprav ogledalo in zato ga ni dala v javnost in so zanj vedeli le redki. Dejstvo pa je, da je pomenilo konec diplomatske in vsakršne morebitne politične, pa tudi vojaške ali druge kariere. Ko je po vrnitvi v domovino pismo prebral svojemu prijatelju Kozbeku junija 1951, je ta ocenil, da ni napisano politično in je komentiral, da po njegovem mnenju režima ni mogoče napasti na vsej črti in ga skušati porušiti, ker tega položaj nikakor ne dopušča. Temveč skušamo doseči najnujnejše korekture na tistih točkah, kjer je to mogoče. V tej oceni se Kozbek zanesljivo ni motil. Nadaljnji razvoj jugoslovanske družbe pa vendarle kaže, da so snovalci unikatne poti v socializem marsikatero idejo iz pisma tako ali drugače čez čas upoštevali. Vrnimo se na zgodbo, ki je predstavljena s to razstavo v 12 vsebinskih sklopih. Začetek predstavlja zgoščen prikaz njegove življenjske poti, nato sledi predstavitev rodbine Pirc. Prva svetovna vojna pomeni začetek njegove vojaške in častniške kariere. Po prvi vojni ga najdemo med borci za severno mejo. Od pehotnega podporočnika do podpolkovnika pilota lovca v Kraljevini Jugoslaviji je obdobje njegove vojaške in letalske kariere. Vse do napada sil osi na Jugoslavijo. Da France Pirc ni bil kot podpolkovnik, pilot lovec v Kraljevini Jugoslavije kdorkoli, priča dejstvo, da je bil se strani generalštaba letalske vojske Kraljevine Jugoslavije imenovan za predsednika komisije, ki je v Regensburgu v Nemčiji na sedežu firme Messerschmitt prevzemala nove lovce za jugoslovansko kraljevo letalstvo. Pri izboru letala Messerschmitt 109E je Pirc zagotovo imel ključno vlogo, saj je bil eden prvih, ki se je izšolal za letenje na teh letalih. Ni odveč povedati, da gre za enega najboljših lovskih letal tistega časa, izdelano jih je bilo preko 34.000. Njegova družinska zgodba je nadvse tragična. V njej je izgubil vse. Smrt prvorojene hčerke tik pred drugo vojno, zaradi meningitisa in uboj žene in še ne 8-letne hčerke v ustaškem taborišču v Novi Gradiški, podružnici zloglasnega Jasenovca, kot maščevanje, ker se je pridružil partizanom. Ostal je sam. Začetek druge svetovne vojne zaznamuje kratko nemško ujetništvo in vstop v letalstvo neodvisne države Hrvatske. Tu napreduje v čin polkovnika. Praktično od začetka druge vojne tajno sodeluje z narodnoosvobodilnim gibanjem in 29. oktobra 1943 z letalom Avija prebegne k partizanom na osvobojeno ozemlje. Tito je dobro vedel in je bil dobro obveščen, za kakšnega letalskega strokovnjaka gre, ki ga je nujno potreboval v vrhovnem štabu za bodočo organizacijo partizanskega letalstva. Tako je bil imenovan za načelnika letalstva v vrhovnem štabu. Takrat so Britanci že poslali svojo misijo v vrhovni štab, kjer so na sestanku 12. marca 1944 v Drvarju o prisotnosti polkovnika Pirca podpisali protokol o formiranju partizanskih lovskih in bombniških eskadril. Že 15. marca, se pravi 3 dni po tem sestanku, je bil poslan na Bližnji vzhod, v Kairo, kjer sta 29. marca 1944 glavni poveljnik britanskega kraljevega letalstva za Srednji vzhod, maršal Kate Rodney Park, in odposlanec vrhovnega štaba polkovnik France Pirc podpisala dogovor
po katerem je bila aprila 1944 ustanovljena prva lovska eskadrila in do julija istega leta tudi druga eskadrilja, ki sta bila kasneje premaknjena iz Afrike oziroma iz Severne Afrike najprej na letališče Cannes v Italiji in nato na otok Vis, pozneje pa v Zemunik pri Zadru in sta sodelovali do konca vojne pri podpori enot na tleh. Ne gre prezreti, da je bila jugoslovanska partizanska vojska ena redkih, če ne edina odporniška vojska v Evropi, ki je svojo domovino oziroma svojo državo osvobodila domala v celoti sama. 1. septembra 1944 je bil povišan v čin generala oziroma generalmajorja partizanske vojske. 29. oktobra 1944 je bil z ukazom vrhovnega štaba imenovan za prvega komandanta štaba letalstva Narodne osvobodilne vojske in partizanskih odrezov s sedežem v že osvobojenem Zemunu. 1. oktobra 1946 je bil s položaja komandanta vojnega letalstva in protizračne obrambe FLRJ razrešen. Spomladi leta 1947 je bil določen za jugoslovanskega poslanika v Argentini. To delo je opravljal v izjemno težkih časih napada Informbiroja na takratno jugoslovansko oblast, bolj poznan kot spor Tita s Stalinom. Zaradi poznavanja razmer v domovini je 22. oktobra razočaran maršalu poslal pismo, memorandum, v katerem je kritiziral politiko vlade in partije, njuno ravnanje in posebej odnos do kmeta. Posledično je bil takoj odpoklican, dobro leto ostal v prostovoljnem izgnanstvu. Argentinske oblasti so mu sicer ponudili mesto svetovalca za letalstvo, vendar tega ni sprejel. V domovino se vrne v začetku leta 1951. Končno zadnja dva panoja predstavljata izbor letal, s katerimi je letel naš rojak. Na koncu še beseda o Kocbeku, ki se pogosto pojavlja v izbranih tekstih razstave. Spoznala sta se ob robu drugega zasedanja Avneja v Jajcu 30. novembra 1943. Zapisi v njegovih dnevnikih, njuna pisma, kronološko osvetljujejo Pirčevo zgodbo, njegova stališča v letih med 43 in 53, ko ga v svojih dnevnikih še omenja. Vsa njuna srečanja in dopisovanja sem v 6 nadaljevanjih zbral in objavil tudi v občinskem glasilu. Skoraj v vseh zapisih je značilna generalova, neposredna, nepopustljiva, odkrita in poštena kritike do oblasti in oblastnikov glede razvoja jugoslovanske družbe. Če hočete, kažejo njegovo stalno, pošteno in pokončno opozicijsko držo, ki je žal šla predvsem njemu v škodo. Kmalu po vrnitvi iz izgnanstva so mu oblasti sicer dodelili najvišjo vojaško pokojnino in stanovanje v Beogradu. Sredi leta 1954 je doma v Žimaricah nenadoma zbolel, se zdravil v vojaški bolnišnici v Ljubljani, kjer je 22. junija umrl. Nenadna bolezen in vzrok smrti sta še danes nenavadna in nepojasnjena, zato razumljivo tema ugibanj. Razstava sicer odgovora na to vprašanje ne daje. Hvala.
Panojska razstava iz Sodražice je nadgrajena z izbranimi predmeti iz zapuščine generala Pirca in dopolnjena z njegovimi portreti ter video povzetkom, ki je preveden v angleški jezik in tako omogoča, da se lahko tudi tuji obiskovalci pobliže seznanijo z neponovljivo življenjsko zgodbo Franceta Pirca. V veliko čast nam je, da je na nocojšnji slovesnosti z nami tudi predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič, ki ga vabim k nagovoru. Hvala lepa. Spoštovani direktor Parka vojaške zgodovine, magister Janko Boštjančič, župan občine Sodražica, magister Blaž Milavec, podžupanja Majda Godina, občine Pivka, cenjeni sorodniki Franceta Pirca, gostje, gospe in gospodje. Veliko čast in veselje in zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, zgornjega ali drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe, pa tudi v svojem osebnem imenu, v prostoru, ki ima za Slovenijo velik pomen na kulturnem, zgodovinskem in tudi izobraževalnem področju. Park vojaške zgodovine v Pivki ni samo muzej, je živi spomin, prostor, ki preteklost ohranja kot pomembne nauke za prihodnje rodove. Ohranjanje zgodovinskega spomina je temelj naše identitete. Preteklost nam pove, kdo smo in od kod prihajajo. Pomaga nam razumeti, kako se je razvijala naša družba in nam omogoča, da se učimo iz napak in cenimo dosežke, ki so nas oblikovali. Vojaška zgodovina ni le kronika vojn in konfliktov, je tudi in predvsem opomin na vrednost miru in svobode, v kateri imamo na koncu sveta privilegij mi tukaj živeti. Mirovni raziskovalni inštitut v Oslu je začetek tega meseca objavil svojo raziskavo, v kateri je opozoril, da je v letu 2024 potekalo po vsem svetu oboroženih konfliktov v območju 80 let največ do zdaj. In sicer gre za konflikte v 36 državah in kar na 61 lokacijah. Spominjanje na vojne in trpljenje, ki jih prinašajo, nam pomaga bolje razumeti tudi sodobne izzive. Kako dolgo bomo še dovoljevali, da sovraštvo, nestrpnost, nasilje in pohlep razdirajo naš svet? Zavedati se moramo, da so to sile, ki vodijo od ene tragedije do druge. Zato je pomembno, da iz zgodovine ne jemljemo le naukov, ampak se tudi zavedamo svoje odgovornosti za prihodnost, za mir, strpnost in spoštovanje med ljudmi. Državni svet Republike Slovenije kot prvi dom civilne družbe aktivno spodbuja demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in krepitev medsebojnega zaupanja. Prek dialoga različnih družbenih skupin, svetovalne vloge pri zakonodaji ter podpore vključujoči družb si prizadevamo graditi družbo, v kateri prevladujejo sočutje, toleranca in odgovorna komunikacija. Vsak po svojih močeh mora usmeriti svoj fokus na ohranjanje temeljnih vrednot in vztrajati pri mirnem reševanju sporov. Si lahko danes dovolimo pozabo? Mislim, da ne. Zato je prav in pomembno, da podpiramo kulturne ustanove, kot je ta park, ki negujejo in ozaveščajo o naših vrednotah. Poletna muzejska noč je praznik kulture, ki nas povezuje, bogati naše znanje in krepi zavest o pomenu dediščine za našo skupnost. Z odprtjem svojih vrat muzeji omogočajo dostopnost kulturnih vsebin vsem generacijam, kar krepi našo identiteto in spoštovanje do preteklosti. Hkrati poletna muzejska noč spodbuja tudi turizem in lokalni razvoj, ter s tem prispeva k širšemu družbenemu in gospodarskemu napredku. Vesel sem, da sem danes tukaj ob odprtju razstave posvečeni življenju in delu Franceta Pirca. Moža, čigar zgodbo močno zaznamuje zgodovino 20. stoletja. France Pirc je bil, kot že rečeno, rojen v Žimericah pri Sodražici. Njegova življenjska pot pa je odsev burnih časov, polnih vojaških spopadov, preizkušenj in moralnih odločitev. Boril se je v prvi svetovni vojni kot pilot, kot majstrov borec, postal pilot in letalski častnik,
sodeloval z obveščevalno mrežo v korist zaveznikov, bil je prvi komandant jugoslovanskega vojnega letalstva in nato tudi diplomat. Njegova odločnost, pogum in zvestoba idealom demokracije so ga vodile, ko je kritično opozarjal na kršitev človekovih pravic in demokratičnih načel. Opozarjal je na neprimeren odnos do kmetov in pozival k uvedbi demokracije, zaradi česar je doživel trpljenje, preganjanje in nazadnje smrt v nepojasnjenih okoliščinah. Še predtem pa je na krut način izgubil ženo in hčerko. Razstava z naslovom Človek, ki je opozoril Tita, je že lani ob 125-letnici njegovega rojstva in 70. obletnici smrti na pobudo občine Sodražica predstavila njegov pomen širši javnosti. Imel sem to čast in priložnost, da sem si lahko ogledal v okviru regijskega obiska z delegacijo Državnega sveta in se pogovoril tudi z avtorjem razstave, profesorjem Janezom Mihaličem, ki se mu ob današnji priložnosti posebno zahvaljujem in ponovno za ves vložen trud. Današnja nadgradnja razstave z eksponati iz njegove osebne zapuščine in prevodom v angleški jezik jo dela še bolj dostopno in navduhujoče. Spoštovani, čez nekaj dni bomo praznovali Dan državnosti. Spomin na pogumni 25. junij 1991. Dan, ko smo Slovenci uresničili dolgo sanjani sen, svojo lastno suvereno državo. Ta dan ostaja simbol ponosa, odločnosti in odgovornosti. Danes, 34 let kasneje, je naš fokus na ohranjanju in krepitvi svobodne, demokratične in mednarodno priznane države. Gradnja družbe, v kateri bo vsak posameznik lahko živel dostojno in polno življenje, potrebuje našo nenehno pozornost, skrb in prizadevanje. Naj bo današnji dogodek priložnost, da se poklonimo ne samo izjemnem posamezniku, kot je France Pirc, temveč tudi vrednotam, ki nas povezujejo, miru, svobodi in demokraciji. Naj nas zgodovina uči, naj nas navdihuje in vodi k skupni odgovornosti za prihodnost naše domovine. Hvala lepa.
Dovolite mi, da pred zaključkom izrečem še nekaj zahval. Najprej hvala občini Sodražica, da so za gostovanje svoje razstave izbrali Park vojaške zgodovine. Iskrena hvala tudi avtorju razstave, profesorju Janezu Miheliču, za predanost, s katero je osvetlil pomembno, čeprav premalo znano poglavje slovenske zgodovine. Najlepša hvala gospodu Lotriču za slavnostni nagovor. Prisrčna hvala celotni tehnični ekipi parka, ki je poskrbela za postavitev razstave, in bratoma Marcelu in Tobiji Žabkar iz Žimaric, ki sta z melodijami violončela popestrila odprtje razstave. Na vse zadnje pa hvala tudi vsem vam, ki ste si vzeli čas, da ste se udeležili odprtja te razstave. Na samem koncu bi zbranim nekaj besed v imenu sorodnikov in znancev Franceta Pirca namenil njegov pranečak, gospod Miha Trebec. Izvolite. Spoštovani, naš stric in prastric France Pirc ima veliko sorodnikov, saj je imel kar 9 bratov. Zgodbe o njem smo poslušali kot otroci, vedno so bile zavite v skrivnostne tančice. Lahko rečem, da nihče od nas ni poznal vsega tega, kar lahko danes vidimo na razstavi. Intuitivno pa smo čutili, da njegova zgodba nosi pomembno sporočilo in da jo je potrebno predstaviti. Usoda nam je nasproti pripeljala 3 ljudi, katerim gre zahvala, da je razstava nastala in da je danes tu. Zahvaljujemo se profesorju Janezu Miheliču, ki je sprejel našo pobudo, da o Pircu napišemo kaj več. Njegova je tudi ideja, da se gradivo predstavi v razstavi. Županu občine Sodražica, magistru Blažu Milavcu, se moramo zahvaliti, da je prepoznal pomen dramatične zgodbe rojaka iz občine in je Miheličevo idejo podprl ter omogočil nastanek razstave. V današnjih razmerah bi verjetno marsikateri drugi župan pustil, da ga zgodba obide. Ves čas zbiranja gradiva in nastajanja razstave nas je direktor Parka vojaške zgodovine, magister Janko Boštjančič, spodbujal, svetoval, omogočal nam je sestanke za zgodovinarji iz Beograda, kjer so pomembni viri o Pircu, nudil nam je literaturo, svetoval, kje naj še iščemo in kako naj samo razstavo zastavimo. Posebej se zato zahvaljujemo magistru Janku Boštjančiču, ki je prepoznal zgodovinski pomen in sporočilo zgodbe generala Pirca. Tam, kjer magistra Boštjančiča nismo poslušali in smo zašli po svoje, smo delali napake in so nekatere tudi vidne. Zahvaljujemo se tudi koordinatorki in strokovnemu timu pri pripravi razstavnega gradiva, ki so delovali z občino Sodražica, Petri Maren, Marini Gradišnik, oblikovalki Ileni Izobec Mihelič, Nini Pirc Vovčko, Marku Ličini in Marku Malcu za natančno in odgovorno opravljeno delo. Za današnjo postavitev v Parku vojaške zgodovine pa gre zahvala seveda tudi delavcem in sodelavcem Parka vojaške zgodovine. Hvala tudi predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, gospodu Mirku Lotriču, ki daje otvoritvi poseben pomen in ki tudi očitno razume pomen zgodbe generala Pirca. Hvala tudi mladima Žimarčanoma, ki sta kot generalova oziroma Pirčeva rojaka popestrila ta večer. France Pirc je bil odločen protifašist in odločen protikomunist. Pirc je, povedano grobo in z metaforo, še danes slaba vest tako za črne kot za rdeče. Njegovo ključno politično merilo ni bila ideja, ki prej ali potem pripelje do delitve na pripadnike in nasprotnike, niti kapital, ki ga je kar naenkrat nekje preveč, drugje premalo, ampak je bila njegovo merilo dobrobit posameznika, družine, stanu, naroda in države. Morda to doseže tudi katere od današnjih narodovih voditeljev, posebej pa sem zadovoljen, da je gospod Lotrič v tem smislu že razumel to zgodbo. Njegova dramatična zgodba govori, da zločin, ki je zlo, ne more prispevati k ničemur, še najmanj k blaginji ljudi. To je izkusil Pirc sam in tudi jasno povedal Titu. Njegova jasna vizija, ki je uporabna še danes, je bila, da moramo vsi živeti skupaj in z vsem, kar se je zgodilo. Dobro nam je lahko le skupaj, tu in zdaj, pomemben pa je vsak. Delo še ni končano. Gradiva v Beogradu zaenkrat niso dosegljiva.
Muzej vzduhoplovstva, Arhiv Ministrstva za zunanje zadeve Republike Srbije, Vojni arhiv Republike Srbije, vsi ti danes hranijo tudi gradivo države SHS, Kraljevine Jugoslavije in SFRJ, in britanska obveščevalna služba imajo o Francetu Pircu, britanska zato, ker je od njih dobil, mislim, da blizu 100 letal Spitfire'ov, tako da je o njem sigurno bilo premišljeno, komu to dajejo. Torej, vsi ti imajo o Pircu nedvomno še precej zanimivega gradiva. Sorodniki upamo, da bomo s pomočjo vseh, ki ste nam do sedaj pomagali in vseh, ki vas ta zgodba zanima, dodatno osvetlili osebnost Franceta Pirca. Hvala vam. Hvala, gospod Trebec. Sedaj pa sledi prerez traku, nato pa si bomo pod vodstvom avtorja razstave, profesorja Janeza Miheliča, skupaj ogledali panoje. Lepo povabljeni, da nazdravimo gostovanju razstave Človek, ki je opozoril Tita v Parku vojaške zgodovine. Seveda pa ste vabljeni tudi k ogledu drugih razstav in zbirk vse do polnoči. V imenu Parka vojaške zgodovine vam želim sproščeno in poučno poletno muzejsko noč ter lepo poletje.